V soboto 27. septembra 2014 se je v konferenčnih prostorih poslovne stavbe Konus odvijalo javno soočenje nosilcev list za člane in članice občinskega sveta občine Slovenske Konjice. Na soočenju so sodelovali predstavniki in predstavnice nosilcev list. Neodvisno listo Konjice moraš imeti rad je predstavljal nosilec liste Jernej Štromajer. Mi smo začeli z neodvisno listo Konjice moraš imeti rad graditi od spodaj navzgor. Po grassroots modelu, zato ker smo prepričani, da rabimo odgovoriti na spremembe, ki jih nudijo politične stranke, politiki, ki se v tej občini tako ali drugače že svalkajo več let, in ker smo prepričani, da moramo tudi ne samo mladi po generaciji ali po EMŠO številki, ampak mladi po svežih idejah biti slišani, da nas morajo slišati naše ideje, naše predloge, ki jih ni malo. Zato smo tudi pripravili zelo konkreten program z naslovom Konjica 2020, ki pa ga nismo predstavili kot odrešeniki in misije, ki znamo vse, ampak smo ga gradili z ljudmi, od spodaj navzgor, preko naše terenske akcije, ki pa tebe čevelj žuli, in smo od ljudi zbirali predloge in iskali skupne rešitve na težave, ki jih imamo v naši občini. Prav pomanjkanje pogovora in sodelovanja, participacije ljudi, aktivnega državljanstva, tega, kar vidimo danes, po nizki udeležbi in tako publike, kakor tudi političnega establishmenta, se pravi političnih odločevalcev v naši občini, smo v težavah, o katerih so morda eni od mojih kolegov prej govorili. Zaradi tega, ker se premalo pogovarjamo, premalo iščemo pravilne rešitve in ker se preveč delimo na njihove, naše in pa tiste, ko so na liniji, pa tiste, ko niso. Listo za napredek in razvoj je predstavljal nosilec liste Stanislav Podplatan. Lista za napredek in razvoj je nastala kot odgovor na razmere v občini, se pravi, vsi smo mnenja in prepričanja, da se v občini mora nekaj premakniti, da moramo zopet imeti razvoj, ki smo ga nekoč imeli, in da moramo konjiško občino zopet postaviti na mesto tam, kjer je že nekoč bila. To se pravi med najuspešnejše občine v Sloveniji. Če gledamo danes, se nam zdi, da nekako vozimo zategnjeno ročno in daleč ne bomo prišli, oziroma v 2 mandatih smo že doživeli in vidimo, da stojimo na mestu, in zato si želimo napredka, razvoja in vsekakor, potrudili se bomo, da bo naša občina deležna tega. Stanko Kolar je bil kot predstavnik in nosilec neodvisne liste Skupaj za občino Slovenske Konjice. Hvala lepa, tudi v mojem imenu lep pozdrav. Skupaj za se je odločila, da nastopi na letošnjih volitvah zaradi tega, da poveže pozitivne sile v našem lokalnem okolju in da bi dosegli zopet tisti cilj, po katerem smo bili znani že v preteklosti, in sicer, da postanemo najrazvitejša občina v Sloveniji. Včasih smo to etiketo že nosili, jaz verjamem, da jo z enim dobrim programom enega župana, ki bo razumel, kaj so prioritete, poleg tistih netransparentnosti in čudnih zadev, ki se dogajajo zadnje čase, verjamem, da v bistvu z enim močnim koalicijskim zborom v občinskem svetu lahko to doseže. Mi se bomo trudili in bomo participirali svoje znanje in ideje, ki jih je nemalo, tudi mednarodnih izkušenj imamo nekaj, iz gospodarstva in pa iz družbenega življenja, da to prenesemo tudi v občinski svet in se ambiciozno podamo na pot v Evropo in se ne ustavimo pred prvim lokalnim plotom, ki nam stoji na strani. In Mateja Jakob, nosilka in predstavnica liste z imenom Združena levica. Kot veste, smo to tudi bolj nova stranka, nekaj imamo 6 članov, 6 v parlamentu. Odločili smo se, da tudi kandidiramo na lokalnem nivoju, to pa zaradi tega, isto kot si ti povedal, ker bi radi neke spremembe, in tudi sem presenečena, da smo res sam neki, ki želimo res spremembe narediti, ostalega pa nobenega ni, in imam občutek, da zgleda, da oni mislijo, da pač imajo volilce, da bojo njih vedno volili, Preostale liste in politične stranke se javnega soočenja niso udeležili. Vsi prisotni so bili enotnega mnenja, da so razočarani nad ignorantskim odnosom. 2 izmed povabljenih strankarskih list kandidatov sta svojo udeležbo v kratkem obvestilu sicer opravičili, kljub temu pa obstaja presenečenje nad pomanjkanjem želje po predstavitvi programskih izhodišč strank in očitno odsotnost želje po javnem debatiranju o preteklih ravnanjih in za prihodnji način dela občinskega sveta občine Slovenske Konjice.